Dobrodošli na drugem dne 5. simpozija slovenskih raziskovalcev v tujini, ki ga v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport organiziramo v društvu TIS. Moje ime je Neža Varnjal in vas v imenu organizacijskega odbora ponovno lepo pozdravljam. Dobrodošli. Drugi dan simpozija bo s svojim nagovorom otvorila gospa ministrica Urada Vlade Republike Slovenije za zamejce in Slovence po svetu, dr. Helena Jaklič. Gospa ministrica, izvolite. Samo trenutek. Ja. Spoštovani organizatorji simpozija, spoštovani predavatelji, spoštovani in dragi udeleženci. Naj se sliši še tako obrabljeno, vendar sem res vesela, da vas lahko pozdravim na drugem dnevu 5. simpozija slovenskih raziskovalcev v tujini. To veselje je letos še toliko večje, saj smo skozi vse leto predvsem spremljali novice o odpovedanih dogodkih. Toda res je, da ste se predvsem mladi zelo hitro znašli in izkoristili vse koristi, ki jih ponuja spletna komunikacija, zato da bi ostali povezani. Vaš angažma je spodbudil tudi mnoge druge, da so prišli na splet. Še enkrat iskrena hvala Vtisu, da ste pripravili ta simpozij. Vtis zase pravi, da zmanjšuje razdaljo med svetom in Slovenijo oziroma med Slovenijo in svetom. Prav to je tudi poslanstvo urada, zato je naše tesno sodelovanje samoumevno, pa tudi nujno. Izkušnje, ki jih imate vi, pomagajo tudi nam pri našem delu. Vtis zase tudi pravi, da je vodilna skupnost za kroženje znanja v Sloveniji, da tke slovensko mrežo pionirjev in strokovnjakov po vsem svetu. Sodobno izseljevanje in kroženje znanja postaja vedno pomembnejša prioriteta tudi na uradu, ki ga vodim. Ker se zavedamo, da sami ne moremo in ne zmoremo doseči takšnih rezultatov na tem področju, kot bi si želeli, se sodelovanje z Vtisom, ASEF-om, pa tudi Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ponuja kot nekaj samoumevnega. Prav v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje je v zadnjih mesecih prišlo do kvalitativnega premika, če govorim v odnosu ministrstva in urada. Z ministrstvom smo tako v rednem dialogu, kako spodbujati vračanje rojakov, ki živijo na tujem, pa tudi spodbujati, ne le vračanje, ampak tudi spodbujanje kroženja znanja, o samih možnostih spodbud na tem področju pa sem začela pogovore tudi z Ministrstvom za finance kot pomembnim resornim ministrstvom. Kot verjetno že veste, Ministrstvo za izobraževanje pravkar pripravlja novo raziskovalno in inovacijsko strategijo. Urad pa pripravlja novo strategijo odnosov Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. Ker se zavedamo, kako pomembno je, da ta strategija resnično postane temeljni dokument ravnanja tudi Slovenije glede vseh Slovencev, ki so po svetu, vas tu prosim za pomoč in sodelovanje pri pripravi tega dokumenta. Vi zagotovo najbolj veste, kakšen odnos naše države, skupne države si želite in kako lahko svoja znanja, svoje izkušnje, svoje dobre prakse prenesete in tudi vključite v naš prostor. V Sloveniji vedno izražamo veliko željo in ideal, da bi bila komunikacija in pretok tega znanja med znanostjo in gospodarstvom vedno boljša, ampak kot sami vidite, spoznavate tudi iz konkretnih svojih življenjskih izkušenj, se to pogosto zatika. Zato je to res vaša pomoč izredno na mestu in pri tem nam tudi sam Vtis lahko velik zgled tega povezovanja, vključevanja in navezovanja stikov z gospodarstvom, pa tudi seveda znanostjo in izobraževanjem. Naj svoj kratek pozdravni nagovor zaključim z dobrimi željami za današnji simpozij. Naj bo čim več zanimivih razprav, vsem te pa naj prispevajo k utrjevanju vezi med slovenskimi raziskovalci v tujini in profesorji ter študenti v Sloveniji, pa tudi med vami, nami, skratka vsemi Slovenci, ki živimo, delamo, ustvarjamo in svoje potenciale dajemo za korist, dobrobit vseh nas, ne glede, kje živite. In čisto na konec res naj izkoristim to priložnost še, da voščim lepe božične praznike, doživete, kjerkoli že boste, in pa v naslednjem letu resnično vse dobro, da bomo zdravi in da bomo lahko ustvarjali še naprej in delili znanje. Tako da srečno simpozij, srečno tudi vsem njegovim udeležencem. Najlepša hvala, gospe ministrici, za te prijazne besede.
Sledil pa bo nagovor državnega sekretarja MIZŠ Jureta Gašpariča. Spoštovana predsednica, dr. Hodak, spoštovani raziskovalci, raziskovalke, udeleženci in udeleženke današnjega dogodka. Veseli nas, da lahko z društvom Vtis spet soorganiziramo sedaj že 5. simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini. Društvo Vtis je nedvomno izrazita pridobitev za naše okolje. Odlično povezujete slovenske študente in raziskovalce v tujini na različnih ravneh. Danes vas je že skoraj 1800, kar pomeni, da ste prerasli v zares veliko organizacijo s potrebno kritično maso. Prav s svojim odličnim delovanjem bistveno prispevate k temu, da v Sloveniji ohranjamo stik z odličnimi raziskovalci v tujini in tudi na tak način pravzaprav prispevate svoj delež k krepitvi kroženja možganov. To pa je nekaj, kar je pravzaprav tudi ključna prioriteta tega ministrstva. Poleg odličnega delovanja v podporo slovenskim raziskovalcem v tujini pa je za ministrstvo pomemben vidik vaših dejavnosti tudi prizadevanje za oblikovanje seveda takšnega znanstveno-raziskovalnega sistema, ki bo spodbujal pretok znanja in podpiral odličnost slovenske znanosti, zlasti znanstveno odličnost. In na tem področju ste gotovo pomemben sogovornik. Na ministrstvu pozdravljamo vaše aktivnosti pri pripravi prvi vrsti nove zakonodaje na področju znanosti. Z vami smo sodelovali tudi pri pripravi podporne sheme dr. Aleša Debeljaka. Z veseljem pa seveda spremljamo tudi vaša dosedanja prizadevanja v podporo večji internacionalizaciji slovenske znanosti in visokega šolstva, ki nam bo seveda služila oziroma nam je že služila tudi pri pripravi izhodišč 2 ključnih strategij, ki jih zdaj pripravljamo, nacionalnega programa visokega šolstva in raziskovalne in inovacijske strategije. Iskreno se vam zahvaljujem za organizacijo in povabilo na današnjo okroglo mizo, kjer bo osrednja tema ravno raziskovalna in inovacijska strategija Slovenija in v drugi vrsti internacionalizacija. Verjamem, da bo rezultat današnje razprave rezultiral v konkretnih in relevantnih predlogih, ki jih bomo seveda na ministrstvu radi upoštevali pri pripravi strategije. Z zanimanjem pa smo spremljali seveda tudi včerajšnjo zelo zanimivo razpravo na temo sobivanja slovenskega in angleškega jezika v slovenskem akademskem prostoru. Večna tema in naša skupna kvadratura kroga. Na ministrstvu si prizadevamo, da so za vračanje slovenskih raziskovalcev iz tujine na voljo različne podporne sheme in mehanizmi. Med odmorom za kosilo se mi zdi zelo pomembno, da vabim, da se udeležite predstavitve kolega dr. Stojana Sorčana z našega ministrstva, ki jih bo podrobneje predstavil. Poleg programa Aleša Debeljaka ministrstvo financira vračanje raziskovalcev tudi preko razpisa Raziskovalci na začetku kariere, katerega nadaljevanje je predvideno tudi v novem programu evropske kohezijske politike. Posebna sredstva pa načrtujemo še v okviru načrta za okrevanje in odpornost, ki je ravno zdaj v pripravi. Poleg nacionalnih razpisov pa zagotavljamo informacijo na ministrstvu tudi o evropskih programih financiranja, kot je recimo vsem znan, sem prepričan, Marie Curie. Ministrstvo bo v času slovenskega predsedovanja svetu EU organiziralo tudi konferenco v okviru programa Marie Curie na temo perspektive raziskovalnih karier in upam, da bomo tako na nacionalni kot seveda tudi na evropski ravni skupaj naredili korak naprej. Zelo se zavedamo pravzaprav svoje odgovorne vloge na tem področju in si bomo še naprej prizadevali, da bodo naši najboljši mlajši raziskovalci svoje bogato in v tujini oplemeniteno znanje čim bolj koristno lahko uporabili tudi doma. Kot sem prej omenil, je ravno zdaj v finalni fazi sprejemanja nov zakon o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. In ta med drugim predvideva tudi bistveno višanje sredstev za znanost, da bi naj segala do 1% in še več BDP-ja, se pravi, bi se naj predvidoma do leta 2028 podvojila. Nov zakon pa seveda predvideva tudi večjo avtonomijo raziskovalnih zavodov, ki bodo lahko sami bistveno bolj avtonomno kreirali svoje potrebe po kadrih in jih tudi ustrezno plačali.
Verjamemo, da so seveda mladi strokovnjaki prevečkrat obsojeni na negotovo, prekarno delo. Še naprej si bomo seveda tudi prizadevali, da zagotovimo obče širše ustrezne pogoje za vračanje raziskovalcev. Zavedamo se, da samo razpoložljiva delovna mesta seveda niso dovolj, ampak potrebno je tudi znanju primerna plača, ustrezni delovni pogoji in seveda tudi družini in vsakdanjemu življenju ustrezno okolje. Urediti je treba seveda tudi status raziskovalcev kot javnih uslužbencev. Tukaj mora ministrstvo nujno sodelovati tudi z drugimi resornimi ministrstvi in si prizadevati za skupno medresorsko usklajeno politiko in pripraviti takšne mehanizme, ki bodo celovito izboljšali pogoje za zaposlovanje, delo in seveda življenje mlajših strokovnjakov. Slovenija dejansko želi ujeti razkorak z najbolj razvitimi evropskimi in svetovnimi družbami in verjamemo, da je vaše odlično znanje tukaj odločilnega, celo strateškega pomena. Znanje je danes ključni, najbolj dragocen kapital, zato moramo seveda z njim tudi tako gospodariti, kot se za res substancialno dobrino. Želimo si, da bi mladi ohranjali svoj idealizem, svojo ustvarjalno radovednost in vztrajali na osredotočenosti na tisto ključno skupno vprašanje, kako naj človek pripomore k razvoju boljše družbe. Hvala lepa. Najlepša hvala za ta nagovor. Nagovorila pa nas bo tudi članica upravnega odbora društva Vtis in vodja projekta Vtis Simpozij, Vesna Makovšek. Vesna, izvoli. Hvala, Neža. Dragi predavatelji in predsedujoči, spoštovani udeleženci, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. V čast mi je, da vas lahko pozdravim in nagovorim v imenu organizacijskega odbora Simpozija. Simpozij v društvu Vtis prirejamo sedaj že tradicionalno v mesecu decembru, letos že 5. To je eden osrednjih dogodkov, s katerimi želimo ponuditi možnost izjemnim slovenskim raziskovalcem, ki živijo in delujejo v tujini, da približajo svoje raziskovalno delo tako raziskovalcem v Sloveniji, kot slovenskim študentom in drugim, ki bi jih tematika lahko zanimala. In tako prispevati k relevantnim diskusijam in k ustvarjanju novih vezi in sodelovanj. Veseli me, da nam je to včeraj že uspelo v okviru okrogle mize in panelu odgovorne tehnologije in astronomija. Letošnji simpozij je zaradi razmer prav poseben, saj ga prvič selimo iz Ljubljane na splet in ga tako tudi delamo dostopnejšega tistim, ki se zaradi razmer ali drugih razlogov ne bodo vrnili domov. To je hkrati tudi priložnost, da lahko gostimo nekatere predavatelje iz bolj oddaljenih krajev, kot so recimo iz Avstralije in ZDA, in kar 16 raziskovalcev pravzaprav iz tujine, iz 8 različnih držav in 11 raziskovalcev iz Slovenije bomo gostili samo na letošnjem dogodku. Skupno tako 27. Kot zanimivost, med njimi tudi prvo prejemnico sredstev Evropskega raziskovalnega sveta v Sloveniji in letošnjega prejemnika. Hvala vsem vam za odlične odzive na povabilo in za vašo udeležbo. Hvala Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za izjemno podporo in sodelovanje v letošnjem letu, ki se nadaljuje tudi izven okvirov simpozija, kot je v nagovoru že poudaril tudi gospod sekretar. Veseli me, da smo bili prepoznani kot pomemben deležnik in da bomo vključeni v nadaljne razprave pri pripravi raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije, kot tudi pri pripravi drugih predlogov sprememb. Nenazadnje bi se želela iskreno zahvaliti izvrstni ekipi, ki je zadnja 2 meseca neumorno posvečala ves svoj čas in energijo ter soustvarjala ta dogodek. Posebej hvala Boštjanu Viharju, Neži Vadnjal, Kristi Hodak, Manci Kunaver, Neži Ribarič in Timu Webru. Lepo je videti, kaj nam lahko uspe skupnimi močmi in upam, da boste z zanimanjem spremljali tudi vi današnji dogodek in s svojimi vprašanji prispevali tudi k spodbujanju razprave na Slacku,
ki smo ga pripravili prav za ta namen. Hvala lepa.